kako se res ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori med malimi oglasi. Če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali odprodam, od avta do ženitve, med A in Ž vseh teh želja, pa je še abeceda, ki se prav rada zavozlja v kaj čudno zmes nereda. Nered pa je najboljša snov za zgodbo zapleteno, zato zdaj brž v kak mehek stol in si oglejte eno. Dobar dan. Če se ne motim, ste vi Kristina Lah. Stopite. Izvolite. No, sedite, da se malo pogovoriva. Hvala. V ponudbi ste napisali, da študirate, ne? Ja, 3. letnik kemije. Poročeni? Še ne mislim na to, dokler ne končam študija. No, mladi ljudje velikokrat premalo premislijo, potem se pa vse življenje kesajo. Napustiva. Koliko ste stari? 22. Starše imate? Samo mamo. Oče je pred 6 leti umrl. Razumem. Vaša gospa mama ima najbrž penzijo, ne? Ja, samo premajhno, da bi lahko pomagala še meni. Imam štipendijo, ampak to ni dovolj, da bi si lahko privoščila počitnice. Zato sem napisala ponudbo. No, upam, da se bova dobro razumeli. Tu smo 3. Jaz, moj mož in sin Vane. Vane študira, 4. letnik prava. Se najbrž ga poznate, vsaj po imenu, ne? Nažalost, ne. Ne? No, državni prvak v jadranju je. No, prav. Torej, Kristina, klicala vas bom kar po imenu, ne? Vse dovolite. Ja, prosim. Seveda, gospodična Kristina bi bilo malo nerodno, ne? Torej, pomagali boste pri pospravljanju stanovanja, nakupovali boste. No, jutri bova šle skupaj v mesto, tako da vam pokažem trgovine in boste kasneje to urejali sami. Kar se pa kuhe tiče, ne bo razen tu pa tam kakšne kave, nobenega dela. Kuham sama. Imenitno. Če ne bom odkrita, priznam, da sem se tega najbolj bala. Nisem preveč pripravljena za kuhinjo. No, kar se pa vašega prostega časa tiče, na počitnicah ste in ko opravite svoje delo, ste prosti. En dan v tednu, no, lahko si ga izberete sami, je vaš. Lahko greste kamor hočete. Drugače pa bi vas prosila, da ste med 7. in 9. uro doma zaradi večerje. Vsekakor, gospa. No, potem je vse v redu. Pokazala vam bom sobo. Tako. Kot vidite, je bolj majhna, ampak tu so vse sobe razdnevne bolj majhne, so pač samo za spanje. Všeč mi je. No, potem pa kar po domače. Danes ste prosti.
Jutri pa bova šla skupaj v mesto, tako da to urediva. No, če ste lačni, poglejte v hladilnik. Nič ne vam ne bo nerodno. Hvala, gospa. Kaj piše stric Ferdo? Sploh je pa vse po starem. Teta Laura je prejšnji teden odpotovala v Linz zaradi prodaje svoje hiše. Upam, da se bodo končno sporazumeli. Svetoval sem ji naj ne popušča, ker ima tisti trgovec dosti denarja, hiša je pa na idealnem kraju za njegovo trgovino. To se pravi, da bo konec koncev le plačal. Pri meni je bil te dni gospod Ressler. To je tisti bivši polkovnik, ki ste ga spoznali pri Weingartnerjevih. Zdaj odhaja dol k vam, pa ga zanima, če bi mu odstopili eno sobo. Seveda bi dobro plačal, a rad bi tudi hrano. Mislim, da bi vam bilo to kar prav. Denar bi ostal tu za Vaneta, ko bo prišel nadaljevati sem svoj študij, kot smo se zmenili, no, in tako naprej. Ja, no, kaj misliš ti o tem? Ja. Če ti po pravici povem, nisem preveč navdušen, da bi žrtvoval svoje obdobje za nekaj šilingov. Še manj pa, da bi ta polkovnik rad tudi hrano. V tem primeru boš žrtev ti, draga moja. Ja. Kolikor se spominjam tega polkovnika ali kar je že, je precej siten gospod. Po drugi strani pa spet ne bi bilo slabo, če bi to zvezo obdržali prav zaradi Vaneta. Sicer pa se sploh ne more priti, no, vsaj do jeseni. Zakaj pa ne, mama? Vse je polno, v dnevni sobi pa ne more spati. Sej lahko spi v moji sobi, jaz bom pa te čas mali, prava reč. Mala soba je zasedena, danes je prišla pomočnica. A res? Ja, no mislim, da je šla že spat. Kakšna pa je? Hland pomaranča, nič posebnega, mislim, da študira kemijo ali nekaj takega. Seveda mi bo prišla prav, odpočiti se moram in zdaj bom začela s kopelmi. Seveda, brez debate, draga moja. Pisal bom Ferdo in mu vse lepo razložil, pa bo on uredil z Resslerjem, prava reč. Vem, da sva govorila o pomočnici, potem sem pa pozabil. Ja, ti si pozabil, jaz sem pa dala oglas, no, in zdaj dekle tukaj. Ja, s tem je nastal nov položaj in mislim, da se moramo o tem pogovoriti. Ja, seveda. No, v tem primeru jaz nisem potreben. V tem primeru si ti zelo potreben, dragi moji. Kaj pa imam jaz z njim? Ja, dekle bo ostalo v hiši vsaj 2 meseca in dogovoriti se moramo, kakšen odnos bomo zavzeli do nje. Mama ima prav, Vane, predvsem ali bo jedla z nami tukaj, pri mizi. Ja, kaj mislite vidva? Ja, čisto izolirati je ne moremo. No, pa ti, Vane? Meni je vseeno. Povej. Družbenih razlik ne moremo delati. Z podeželja ali z mesta. No. Prava reč, intelektualka je študentka. Drugače pa, ali je tukaj ali pa kje druge, meni je vseeno. Praviš, da je intelektualka, torej ne moreš izolirati tako, da bo to čutila. Ja, no, v principu nimam nič proti temu, če je z nami pri mizi, ne. Ampak zdi se mi, da bo nerodno njej sami. Samo pomislite, če bo prišel kdo od naših prijateljev na obisk. Menda ne bo sedela zraven inženirja Ruprehta ali zraven Naglasovih. Mama, kompliciraš. Saj ne bo težko ljudem pojasniti, da je to, recimo, moja kolegica. Kaj pa koga briga, zakaj je tukaj in kaj počne? Mislim, da je sploh ne moremo izolirati, kakor pravi oče. Ne se to, recimo, kasneje razvije med študenti. Že tako me po strani gledajo, na nobeni prireditvi me ni zraven. No, še 1 leto pa boš končal, dragi moj, briga te, ne. Itak ne boš ostal tukaj, ampak boš odšel v Avstrijo. Zate je važno samo to, kaj misli o tebi profesorju. Lepo te prosim, kakšna kolegica pa ti je, no? Smešno. Sej Vane vse to ve in razume, ampak vendar, kaj ne Vane. No, dobro. Sprijazniti se moramo z njo vse na začetku, potem bomo pa videli, kako in kaj. Ok. Jaz grem nocoj z Nušo in Bogdanom Krenkovim. Darja ima rojstni dan. Ja? Zdravi. Bom, hvala. Kaj boš pa dal?
Vsi trije smo kupili darilo za pestnico. Oče, ta majhen izdatek mi boš odobril, kaj? Moj delež je 16 000. Prav, dobiš jih. Nasvidenje. Ne loputaj z vrati, ko boš prišel. Greva tudi mi dva? Ja, samo da se odpravim, odredim. Zjutraj je telefonirala Elza. Ja? Stvar je zdaj jasna, samo ima ljubico. Ti se šališ. Elza je tako rekla. No, našel je neko tako, saj sam veš, no, in zdaj z njo noč in dan. To ti res pravi patentirani idiot. Ja, vi moški ste pa res neprištevni. Ne posplošuj, draga, ne posplošuj. No, tudi ti nisi nič dosti boljši, samo veliko bolj praktičen. Ti za takole avanturico ne bi žrtvoval. Sicer si pa za to stvar prelen. Ja, danes si pa res radodarna s komplimenti, ker je res. No, kar daj. Greva. Kristina? Vzemite skledo z juho. Ja, gospa. Greva. Oskar. To je Kristina. Dobrodošli. Hvala, gospod Varič. No, ste se že domačili? Čisto še ne? No, to je kar prijetno, boste videli. Prepričan sem, da vam bo všeč. Jaz tudi. Kje pa je Vane? Slišal sem ga, kako nekaj premetava po garaži. Vane, to je gospodična Kristina. Dobar dan. Dobar dan. No, gremo k mizi? Prosim, izvolite se. Hvala. Juha je pa izvrstna. Ja, gospa je pa res mojster. To je praksa, draga moja. Počasi se boste naučili vseh tistih majhnih trikov, ki so potrebni pri tem. Lahko imate še tako dobro meso, pa če ga ne znate dobro pripraviti. Gospodični Kristini, kot bodoči kemičarki, to ne bo težko. Važno je samo, da ne boste zamenjali popra s strihninom. Ja, to tudi mene skrbi. Prinesite, prosim, drugo jed. Dobro, gospa. Kaj ti nimaš jezika? Kaj pa naj rečem? Karkoli. Zdi se, kot da jo ignoriraš. To je eno, a drugo, dekle je zelo prijetno in simpatično. No, manj navdušenja, manj liber. Kaj ni res? Prosim, izvolite. Prosim vas, vzemite vi. Ne, nikar se ne krigajva. Vzemite, če ne boste, si pomislil, da me imate za starejšega kot sem. Kje pa ponavadi jeste? Kuhate sami? Samo zajtrk. Drugače jemo v študentski menzi. Kako pa kuhajo tam tisti menzi? Bilo je bolj slabo. No, zdaj so pa naši v odboru in nadzirajo ekonoma. Vi nikoli ne pridete v naselje? A jaz? Ja, mislim, da sem bil enkrat tam. No, pravzaprav se ne spomnim. Škoda.
Fantje so organizirali ples vsako soboto. Vane hodijo ob sobotah na vikende, po zimi v Kranjsko goro smučati ali pa na Pohorje. Poletje pa tukaj. Kar se pa plesa tiče, pa se mi zdi, da Vane ni preveč navdušen plesalica, ne Vane? Ja, mama, ja. Ko sem bil jaz mlad. No, ko si bil ti mlad, so bili drugačni časi, dragi moj. Ti si hodil plesati po salonih, hodil si na operne plese na Dunaj, ja. Takrat je bilo to čisto nekaj drugega. No, govorimo o plesu, ne o časih. Rad sem plesal zaradi plesa, ne zaradi salona. No, menda ne boš trdil, da je isto, če bi plesal kje v kaki baraki. No, takrat mi je bilo to vseeno. Ampak to ni isto. Niti to, niti ljudje. Včasih so hodila dekleta na plese v spremstvu, danes pa... No, takrat ženske niso bile samostojne, danes pa ste. Pri nas pa res ni nikoli nobenih neprijetnosti. No, še celo, če so demonstracije, vse organizirano. Kakšne demonstracije? Proti vojni, sploh. Kaj, a ste bili vi tudi tam? Vse smo bile. Pa se vam zdi, da se dekletom spodobi hoditi na take demonstracije? Ženske se vendar morajo zanimati za položaj v svetu. Zaradi sebe, zaradi svojih otrok in sploh. No, če bi jaz imela hčer, bi jo že naučila, da bi drugače mislila. To nima smisla. Kaj nima smisla? No to, kako govoriš z njo, ona je pač tako vzgojena. Ona sploh ni vzgojena. Sploh pa naj takoj ve, s kom ima upraviti. Kaj take smrkle iščejo na političnih zborovanjih? Lepo te prosim, jaz tega ne dovolim niti svojemu sinu. No, rekel sem samo, da si bila z njo preostra. Ne pretiravajta. Ne maram familiarnih odnosov. Tvoja mama je danes... bolje bo, če se umakneva, dokler je še čas. Hvala. Ne trudite se, to je moje delo. Če me ne bodo enih, servirajte kosile, vse je pripravljeno, samo juho pogrejte in ne pozabite na kavo. Moj mož pije grenko. Dobro, gospa. Nasvidenje. Nasvidenje. Potrebujete kaj? Ne. Pravzaprav ja. Je oče notri? Gospoda še ni. A ker je že skoraj 10, mislim, da bo kmalu tu. Ja. Hvala. Sončite se. Ja, sončim očim. Takoj bom pristavila kavo. Saj se ne mudi, draga moja. Ne vam serviram tukaj ali v sobi? Ne, raje v sobi, tukaj je prevroče. Prav.
O, kaj pa ti tukaj? Ob tej uri, kako da nisi s prijatelji? Nekaj sem pozabil. Čudno. Daj, čudno. Nič. Dekle je zelo privlačno, to je treba priznati. Takoj bo gotova. Saj sem rekel, da se ne mudi. No, ste se zdaj že odomačili pri nas? Zdaj že bolje. No, me veseli. Poslušajte, kako da nikoli nikamor ne greste? Kadar pridem domov, ste tu. Zakaj pa ne bi šla? No, saj ste vendar lepo, mlado dekle. Zakaj bi kar naprej tičali doma? Ko sem bil jaz mlajši. Tovariš, pardon, gospod Valič, vi mi dvorite? No, tovariš ali gospod, vseeno je. Kar pa se dvorjenja tiče, jaz vam nisem nevarna. Verjamem. Ja, to mi pa res lahko verjameš, draga moja. Skoraj 60 let in Branka. To so zanesljive uzde. Se la vi. Oče ali sin? Vane? Ja? Midva bova pri naglasovih. Ne butaj z vrati. Če boš prišel tam mimo, gremo lahko skupaj domov. Kristina? Ja. Ne vem, nikar me ne čakajte. Nocoj gremo v Portorož. Bogdan nas je povabil. Kdo bo pa vozil? Darja. Ja, no potem lahko spiješ kakšen kozarček več. No daj, mama, saj nisem več otrok. V 4 konjakih ste vsi moški otroči. Če boste šli ven, zaklenite, prosim, midva zdaj greva. Doma bom, gospa. Lahko noč? Nasvidenje. Lahko noč in prijeten večer. Nasvidenje. Kdo je? Jaz? Vi? Ja. Ste presenečeni? Ne razumem. Hotel sem vas videti. Prav in zdaj? Ne bodite tako nedostopni. Dobro, veste, da ste mi všeč. Na to nisem niti pomislila. No dobro, potem veste to zdaj. Zdaj vem. In? Kristina. Kaj če izve za to vaša mama? Daj, pustite zdaj moja mamo. Priznam, da se čudno počutim. Še nikoli nisem sprejemala obiskov ob takem času in v takšni situaciji. Za Boga. Vendar niste konzervativni. Mogoče sem, če gre za nekatere stvari. Ampak razumete vendar, da je to resno. Govorite o svojih čustvih? Svojih čustvih? Ja. Ja, zakaj pa o njih ne bi govoril? Poslušajte, Vane. Ne glede na to, kar vi kot pravite, čutite, razumite, da smo v nemogoči situaciji. Če bi vaša mama to zvedela, bi me takoj nagnala. Meni pa ni do tega.
Ostala bi rada tukaj na počitnicah. Nimam denarja, da bi plačevala hotel. Prosim vas, pojdite. Nima smisla, da komplicirate. Saj se oče in mama ne boste vrnile tako kmalu. Sploh mi je pa čisto vseeno, kaj bi rekla mama. Vam to ni vseeno? Je, vseeno mi je. In če bi vedel, da tudi vi, da čutite kakšno simpatijo. Prosim vas, nagnali me bodo. Krista, midva sva mlada. Kaj naj jo brigajo stari njihovi principi? Hudič naj jih vzame. Želim te, razumeš? Želim te od prvega trenutka. Ja, verjamem. Vi me samo želite in to je vse. Vi imate avto, jadrnico, gliser, smučanje na Pohorju in na morju. Zakaj ne bi imeli še mene, ne? Nisem tako mislil. Prosim vas, pustite me. Nisem tako mislil. Rad te imam. Pojdite ven. Prav? Naj bo zaenkrat. Samo tega mi je še manjkalo. Iskal sem te. Bolje bi bilo, če me ne bi. Kristina, zakaj si taka? Rad te imam. Ne igram se. Rekla sem vam že, da nima smisla. Vaša mati... Spet moja mati. Ja, spet in vedno. Midve sva dva različna svetova, Vane. Vi pripadate tistim, ki navadnih ljudi ne priznavajo. Jaz nisem tak. Vi sami ne morete nič. Ena sama njena beseda. Rad te imam. Ne. Tudi tebi ni vseeno. Čutim, da ti ni. Prav. Ni. Ampak nima smisla. Če imaš nekoga rad, ne more biti nesmiselno. Vane. Vane? Kako to, da včeraj nisi bil pri Bogdanu? Davi je telefoniral? Menda ste se zmenila zaradi jadranja. Ne ljubi se mi. Čudno. Kaj pa je čudno? Ja, no, zaradi Nuše? Daj mi mir z Nušo. Tako pa govoriš. Ne zanima me. Nikoli me ni zanimala. To si je samo ona domišljala. Tako? Kaj pa je bilo med nama? Prijatelja sva in to je vse. Dragi moj, Nuša je iz fine družine. Njen oče je, no vse sam vidiš. Kaj pa to mene briga? Solit naj se gre. Vane! Dajno mir. Kako se pa obnaša? No, tudi on ima svoje probleme, odrasel je. S tem se boš morala počasi sprijazniti. Vem, zakaj je tak. No, kaj pa veš? Vem. Vidim. Dajno mir, domišljaš si. No. Če to res... Pojdi, bojim se. Se jih ni, pri naglasovih igrajo poker. Tvoja mati sumi. Čutim, da sumi. Kar naprej me gleda. Brskala po mojih stvareh. Mama, si nora. Nora ali ne. Vem, da je stikala in vem, da gleda na vsak moj korak. Prava reč. Odrasel sem in lahko delam, kar hočem. Ti. Pa jaz? Kaj, nič ti ne more. Lahko me vrže iz hiše. Pa tega ne bo naredila. Prav to bo naredila. Pojdi, bojim se. Vrnila se bo, vem, da se bo. Pojdi, če ne vem jaz. Pa jutri. Ne jutri in ne pojutrišnjem. Nikoli več. Bila sem nora. Ja?
Rekel si, da misliš resno? Rekel sem, ja, in kaj potem? Kako resno? Ja, resno, kaj bi pa še rada več? Razumem. Zdaj pa pojdi. Čakaj, si ti mislila na poroko? Ni važno, kaj sem mislila. Če bi to rada, prosim. Ti? Nikoli se ne boš oženil z dekletom, ki si ga boš sam izbral. Tebi bo izbrala ženo tvoja gospa mama, dekle iz fine družine. Oženil bom tisto, ki jo bom sam hotel. Ti že ne. Prosim te, če zdaj greš. Ni mi žal, da sem popustila, to je moja stvar. Zdaj pa te prosim, če greš in se mi več ne poskušaš približati. Prav? Prosim. Tako, zdaj se bova pa nekaj pogovorila. Torej? Kaj torej? Poslušaj, ne bom ti pridigala. Mlad si, pravico imaš do svojih avantur. Ampak jaz bi rada vedela samo eno. Je to zate samo avantura? Ampak, mama... Ja ali ne? Seveda. No, potem je vse v redu. Pameten fant si. Menda ne misliš, da bi jo zdaj... Kaj? Da bi jo nagnala? Zakaj? Nobenih škandalov ne bo. Seveda pod pogojem, da prenehaš, si razumel? Pa to govorim v tvoje dobro, sinko. Če se bodo stvari nadaljevale, se lahko zapletejo. Kaj če zanosi? Kaj potem? Govorim s tabo popolnoma odkrito. No, sej sam vidiš, da to ni zate. Samo poglej fotografijo njene matere, pa ti bo takoj vse jasno. Pred tabo je karijera. Čez 1 leto boš šel ven. Menda ne boš vsega tega žrtvoval zaradi takele dekline. Mama, ona ni deklina. Poslušaj. Ona ni deklina, ni važno, kdo je, od kje je in kaj je. Samo poštena je, to vem. Dobro. Ne bova več govorila o tem. Upam, da sva se razumela. Ja. Lahko noč. Ta bi ga nazadnje še ujela. So enega zindl. Ti ne boš jedel? Zakaj ne, samo, kje pa je? Noče je z nami. Noče? Rekla sem ti, da noče. Zakaj ne? Zakaj pa toliko sprašuješ? Ja, rad bi vedel, kaj se dogaja v tej hiši. Hudičane, kakšne pravice imam pa menda tudi jaz. Ne zmeraj. V tem primeru ne. Vse ima svoje meje, Branka. Jaz sem zelo toleranten in potrpežljiv, zdaj pa mi je tega dovolj. Vane, kaj se dogaja? Pusti otroka pri miru. Otroka! Torej, če je tega kriv kdo od vaju, potem... A bi se rad kregal? S tabo se ne da pogovarjati. Ti si tako arogantna in napadalna, da je najbolje popustiti. Greš ven? Ja, z Bogdanom. Rabiš kaj denarja? Imam, hvala. Nasvidenje. No, mi lahko zdaj pojasniš? Kaj naj ti pojasnim? Tu, kaj se dogaja v tej hiši? Nimam ti kaj pojasnjevati. Potem mi ne preostane drugega, kot da sklepam. Sicer se mi pa zdi, da vem. No, potem je vse v redu. Potem ti nimam kaj pojasnjevati in tebi ni treba nič spraševati.
Kaj še iščem tukaj? Kaj naj tu zdaj po vsem tem? Zdaj sem samo še vsiljenka. Ona se mi izmika. Ona se mi milostno smehlja. Neumna sem bila. Kako sem bila neumna. Kot pubertetnica. Ljubezen. Rekel je, rad te imam. Jaz pa sem takoj pomislila na poroko. Zakaj bi si lagala? Res sem pomislila na to. In želela sem si ga. Res sem si ga. In zdaj, kaj čakam? Da se zgodi čudež? Nobenega čudeža ne bo. Pospravi svoje cunje in adijo. Kristina, Prosim vas, pustite me, ne morem več. tudi jaz ne morem več. Brez tebe. Ti, Priznam, omahoval sem, ampak ti tega ne razumeš. Mama je vedno diktirala. Njena volja je bila nad vsem. Vedno. In tako sem se navadil od otroških let, da ji nisem ugovarjal, tudi če ni imela prav. Zdaj sem spoznal, da je to navada in da se moram rešiti tega kompleksa. Morda misliš, da mi je do denarja. Če bi le imel kam oditi, bi vsemu temu obrnil hrbet. Kaj mi gledaš? To je nakit moje stare mame, ki mi ga je zapustila za mojo bodočo ženo. Lahko napravim z njim, kar hočem. Lahko ga dam tebi. Lahko ga vržem stran. Hočeš, da ga vržem stran? prosim te, ne počni neumnosti, ne si to tja, kjer si vzel. Kristina, vse sem dobro premislil in zdaj vem, kaj bom naredil. Ne maram, da karkoli narediš. Jutri bom šla. Šla? Ja? Mislim, da je to najbolje. Zame in za vse. Kristina, zaljubljen sem vate. Ti to nič ne pomeni. In ti si šla z mano kar tako. Ne, da bi me imela rada. Vane, ne muči sebe in mene. Ni vredno. Tvoja mati ne bo nikoli dovolila tega. Ti sam pa ne boš nikoli imel dovolj moči. Boš videla. Nič ne bom videla, ker bom šla. Povej. Si me imela rada? Ja. Rada sem te imela. Potem me imaš rada še zdaj. To ni važno. Pusti me, Vane, prosim. Povem ti, da je stari naglas čisto navaden lump. Kako moraš kaj takega reči, tak gospod, kot je naglas? Gospod gor ali dol, lump je. Ujel sem ga. Se ne igram pokra od včeraj, draga moja. Igral sem že s profesionalci in naučil sem se precej njihovih trikov. Naglas pa je prevarant
In to čisto navaden amater, diletant. Meni ni do tistih 12.000, ki sem jih izgubil. Ampak to, da goljufa na tako primitiven način, to je nesramno. Prsten. In to naj bo džentlmen. Ne razburjaj se, pojdi raje spat. Kakšen džentlmen. V Londonu bi ga ne sprejeli niti v klub cestnih pometačev. Lahko noč. Na njega ne njeni. Halo, Bogdan? Ja, jaz sem. Oprosti, da tako pozno kličem, ampak Vaneta ni doma, pa me skrbi. A nisi ga videl? Kaj ni bil popoldne s tabo? Ja? Ja? Prav. Prav. Nasvidenje, lahko noč. To se pravi, da je spet z njo. Zdaj čakaj, cipa. Halo? Tam postaja milice? No, bi nama zdaj pojasnil, kje si bil včeraj? Branka, to je neumno. Ni neumno, vem, kaj sprašujem. Pravico imam, da grem kamor hočem. Ja, ampak ne s komer hočeš. Ja, ampak o čem pravzaprav govoriš? Seveda ima pravico, da gre kamor hoče. Star je 24 let, odrasel je. Z njo je bil. S kom? No, pojasni svojemu dragemu očetu, s kom si bil. Se bojiš? Ne bojim se. Bil sem s Kristino. Bravo! A to je zate bravo, da te ni sram. Ja, zakaj ne bi me bilo sram, lepo te prosim? Bil je s Kristino, no in kaj potem? Obljubil mi je, pred nekaj dnevi mi je obljubil, da ne bo več šel. Obljubil, ker sem bil bedak. No, to si bo še premislil, dragi moj. Ne bom si premislil. No, počakaj, bil si s Kristino. Kaj pa je pravzaprav med vama? Oženil se bom. Pa naj vam je prav ali pa ne, tako sem se odločil. Upam, da si to dobro premislil. Ja, oče, premislil sem in se odločil. To bomo pa šele videli. No, poslušaj, če to želimo, tega ne moramo preprečiti. Vsaj, kar se mene tiče, ga pri tem ne mislimo ovirati. Rad bi bil samo prepričan, da si dobro premislil. Kaj si nor? Ne vpi. 25 let si vpila in jaz sem potrpežljivo prenašal. Zdaj pa mi je tega dovolj. Če bo tukaj kdo vpil, bom to jaz. Da ne misliš? Grem. Kristina, rad bi, pravzaprav, prosim vas, da ne bi šli, dokler se ne pogovorim z vami. To si lahko tudi zunaj, gospod Valič. Nič nimam proti temu, da greste. Žal mi je, da niste odšli že prej. Ampak zdajle boste morali še malo počakati. Motite se, gospa. Ne bom. Pričakujemo obisk in ta obisk se tiče tudi vas. Kaj pa bi pravzaprav radi od mene? Jaz? Nič. Nekdo drug. No in ta drugi je mislim, zdajle prišel. Izvolite. Kovač je moje ime, dober dan. Dobar dan. Branka, kdo je ta gospod in kaj to pomeni? No, mirne duše mi lahko rečete tudi tovariš. Tovariš Kovač je prišel zaradi majhne preiskave. Kakšne preiskave? Zaradi prstana, ki je izginil iz šatulje. Ampak tisto škatlo sem imel v rokah samo jaz. Za kakšen prstan pa gre? Briljantni. No, saj dovolite, ne? Ja, izvolite. Prosim, izvolite. Kdaj ste opazili, da je ta prstan izginil? Včeraj zvečer, ko sva se z možem vrnila domov.
Pa ste prepričani, da prstana niste izgubili? Mogoče ste ga kam založili? Prstan, ki je vreden več 100.000, skrbno hranimo. Imela sem ga v šatuli. No, videla sem ga popoldan, ko sem jemala svoj nakit. To je bilo okrog 3, pa od takrat pa do polnoči, ko sva se z možem vrnila, sta bila v hiši samo moj sin in tale oseba. Kar se mojega sina tiče, nima nobenega vzroka in nobene potrebe. Včeraj sem bil tisto škatlo v rokah samo jaz. Odprl sem jo. Zakaj? A je to važno? Ja, kdo ve, mogoče ni. Dobro pa je vedeti, a ne? To je nakit moje babice. Ves ta nakit je moj. In jaz nočem nobene preiskave. To je res. Ja, poslušajte, no, vse tole je videti precej neresno. Nakit je vaš, vi ste odprli škatlo, vaša gospa mati zahteva preiskavo, vi je pa ne marate. To se da pojasniti tudi tako. Gospa bi me rada osumila kraje. Tega nisem rekla. Dejstvo pa je, da je prsten izginil, da ste bili vi v hiši in da ste hoteli na hitro oditi. Popoln dokaz. Ste vi sorodnica? Služkinja. Branka, tovariš, gospodična Kristina je naš gost. Rekel sem vam že, da je vse to neresno. Dajete nasprotujoče se izjave. Komu naj verjamem? No, zdi se mi, da sem prišel brez potrebe. Ja, ampak prsten je izginil, ni ga več. Prav, gospa. Postavil vam bom dvoje vprašanj in želim na nje jasne in nedvoumne odgovore. Prvič, mislite, da je bil ta prstan ukraden? Mogoče. Da ali ne? Da. Drugič, koga sumite? Se sem vam rekla, da je bila razen mojega sina v hiši samo še tale tovarišica. Sumite njo? Ja, se vam zdi čudno, če sumim? V redu. Tovarišica, prosim vas, sedite. Slušajte, ampak to nima nobenega smisla. Rekel sem, da sem imel škatlo v rokah samo jaz. Možno je, da se je prstan izgubil po moji krivdi. Prav. O tem bomo govorili pozneje. Tovarišica, vaše podatke, prosim. Kristina Lah, študentka kemije. V kakšnem odnosu ste tukaj? Pomagam pri gospodinstvu. V zameno za to pa sem na počitnicah. Pa dobivate za to denar, no, mislim, plačo? Ne. V redu. Ste videli prstan, o katerem govorimo? Ste ga imeli v roki? Nisem ga videla in nisem ga imela v roki. Hoteli ste odpotovati? Da? Tovarišica je izjavila, da ste se za to odločili nenadoma. Da. Zakaj? To, oprostite, so osebni razlogi. V tej situaciji takšni razlogi niso čisto prepričljivi. Mogoče bi se radi pogovarjali o tem, kje drugje. Oskar. Tovariš, nobenega pogovora ne bo treba. Prstan sem pravkar našel na tleh. Kot ste rekli, zgubil se je. Oprostite, tovarišica Lahova, in pojdite. Čim prej. Kako si mogel? To bi uredili kasneje. Nikamor ne greš. Kaj nisi slišal, kaj je rekel? Pojdite ven! Vzemite ga, saj to je bil vaš cilj. Ne, gospa. Ni bil moj cilj, da bi vam ga vzela. Prišla sem k vam zato, ker sem si želela počitnic. In tisto, kar sem pojedla, sem zaslužila z delom. Ničesar vam nisem ostala dolžna in ničesar nočem od vas. Tudi vašega sina, ne? Slišiš, kaj pravi tale deklina? Noče mojega sina. Kakšna deklina, tiho! Hvala, gospod Valič. Bane! Nehaj in razumi že enkrat. Mlada sta. Nimaš pravice. Ti si zadovoljen, ne? Zdaj si zadovoljen. Ja? Zdaj sem zadovoljen. Kako se res
ta svet vrti in kakšni res so časi, o tem naš tisk spregovori. Med malimi oglasi, če si oženjen, če si sam, tu najdeš vse rešitve, podkupim ali podprodam, od avta do ženitve.